Danes v novicah med drugim. Kaj prinaša javni zavod Rudolfovo? Pridelava soje kot poslovna priložnost. Bliža se novomeški občinski praznik. Lepo pozdravljeni. Ustanovitev prvega javnega raziskovalnega zavoda Rudolfovo v vzhodni kohezijski regiji je smiselna, razvojna in logična, saj imamo v regiji instaliranih približno četrtino vseh industrijskih robotov v državi, je bilo na današnji novinarski konferenci ključno sporočilo deležnikov, ki so v letu 2016 prepoznali, da bo prihodnji gospodarski razvoj Dolenjske in Bele krajine slonel na razvojno-tehnološkem preboju. Tega leta so občine Novo mesto, Trebnje, Črnomelj in Metlika v pobudi Razvojnega centra Novo mesto zagotovile prva zagonska sredstva za delovanje centra razvoja, raziskav in inovacij. Uradno je začel delovati v letu 2017 in prvi koraki so sloneli na da si želimo več mikromalih podjetij, da želimo več tehniške inteligence, da želimo industrijo 4.0 približati industriji, podjetjem, in pa seveda, da želimo pomagati pri prenosu teh tehnologij v okolje. Center razvoja, raziskav in inovacij vključuje znanstveno-raziskovalni del, delo s podjetji in delo z mladimi. Kot dodaja Bratkovič, je ta vizija lani doživela nadgradnjo z odprtjem laboratorija za tovarne prihodnosti. In zakaj so se občine pred 5 leti odločile podpreti razvojno-raziskovalno zgodbo v dolenjski prestolnici? Predvsem je bilo ta manko v srednjih in malih podjetjih in zato seveda smo začeli razvijati to neko skupno platformo. Kaj narediti za mlade, da jih zadržimo tukaj? Torej, dati jim neko možnost razvoja, raziskovanja. Moj takratni vizija je bila, da čim prej mlade seznanimo z tem področjem, to se pravi tudi v osnovni šoli. Dejstvo je, da smo za tem korakom pravzaprav naredili en redkih resnih korakov k decentralizaciji Slovenije. V Gospodarski zbornici Dolenjske in Bele krajine že vrsto let podpirajo razvoj, raziskave in inovacije. Kot regija smo na tem področju dosegli eno vodilnih pozicij v Sloveniji. Saj so podjetja iz naše regije v zadnjih 14 letih prijavile 275 inovacij. Vlada je pred dnevi sprejela sklep o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Rudolfovo, ki bo nadaljeval začrtano pot v Podbrezniku. S tem bo izrazito nadgrajeno delo Centra razvoja, raziskav in inovacij ter laboratorija za tovarne prihodnosti. Mi smo si za vzor vzeli Fraunhofer inštitut iz Nemčije, kjer je njihov način dela tak, da približno na 1 evro javnega denarja še 2 evra dobijo na trgu. Sedež javnega zavoda Rudolfovo bo v Podbrezniku. Na začetku bo zaposloval do 10 strokovnjakov. Razvojni center je kupil tudi zemljišče, na katerem bo v prihodnje zrasel tehnološki kampus, v katerem bo prostore imel tudi inštitut. Večje zavedanje in povpraševanje po varni in lokalni hrani spodbujata k pridelavi zrnatih stročnic. V sklopu 3-letnega projekta Evropskega inovacijskega partnerstva so se tudi na kmetijah v Beli krajini in Posavju usmerili k njihovi večji prepoznavnosti, uporabi in pridelavi. Primer dobre prakse smo si ogledali na kmetiji v Strogu pri Šentjerneju. Kot je povedal Marcel Turk, obdelujejo 36 hektarjev površin, od tega 8 hektarjev soje, pri nas netradicionalne poljščine. Glede na to, da se cene dvigujejo umetnih gnojil, mislim, da ima soja res prednost pred drugimi kulturami. Največ zaradi gnojenja, ker ni potrebe po dušiku. Sojo že vseskozi uporabljajo za krmo živali, a večino prek trgovine iz Krške vasi izvozijo v Avstrijo. Soji vsak let je premalo, tako da trenutno po soji kaže dobro, da se zaseje čim več površin, ker tržna cena je dobra. Potrebe po stročnicah se na vseh svetovnih trgih povečujejo. Številna predelovalna podjetja tudi pri nas vseskozi povečujejo svoje zmogljivosti za mletje in predelavo soje, boba, leče in drugih stročnic.
Smo v času, ko je za nami hladna in sušna pomlad, ko marsikdo njive ni mogel uspešno zasijati z jarimi žiti in tukaj se odpira verjetno kakšna njiva prostor več, da se lahko najde tudi prostor za poskusne setve soje. Povečevanje lokalne oskrbe z ustreznimi potrdili o vsebnosti neželenih kemičnih snovi brez gensko spremenjenih organizmov ali pridelano po zakonodaji o ekološki pridelavi je glede na veliko povpraševanje lahko nova poslovna priložnost, dodaja Strgulčeva. V sklopu projekta povezanega s sojo so ugotovili, da je soja vsekakor ustrezna tudi za naše rastne pogoje in tudi tehnološko smo ugotovili možnosti, kako pridelati ustrezne količine zrna, torej preko 3,5 tone zrna po hektaru. Kar je cilj. Predvidena je torej pridelava beljakovinskih živil v čim večjem obsegu, tako za potrebe krme kot prehranske namene. Glavnina živinoreje zdaj sloni na uvoženi soji iz gensko spremenjenih rastlin, dodaja. Občina Sevnica vsako leto del sredstev iz občinske blagajne nameni kulturi, mladini, zdravstvu in socialnemu varstvu. Tudi letos je tako. Razpisi z področja družbenih dejavnosti so odprti do 8. aprila. Za sofinanciranje projektov in programov ljubiteljske kulture je letos na voljo 48 tisoč evrov. Če govorimo o tem, lahko rečemo, da je to, zelo široka paleta teh dejavnosti, od glasbene dejavnosti, gledališke dejavnosti, folklorne, plesne, likovne, literarne, foto, založništvo in pa tudi filmska dejavnost. Kot je izpostavila vodja oddelka za družbene dejavnosti na sevniški občini, je bilo lani zaradi znanih razmer malo dogodkov, letos pa upajo, da bo prireditev več. In sicer, da se bo slišala spet slovenska pesem, torej ta glasbena dejavnost je bila v teh 2 letih najbolj okrnjena in na tem področju bomo dejansko več pozornosti namenili in tudi, spodbudili društva, da se prijavijo z posameznimi programi. Projektom in programom z področja mladinske dejavnosti, predvsem za spodbujanje prostovoljnega dela, delo z mladimi in zdravo druženje, letos namenjajo 15 tisoč evrov, 25 tisočakov pa bo na voljo zdravstvu in socialnemu varstvu. Gre pa predvsem za projekte, ki bodo sofinancirani za področje preventive, potem za področje izobraževanja strokovnega kadra in pa seveda tudi za projekte z področja druženja. Ti ljudje, ki so, člani teh društev, potrebujejo tudi to. Na občini načrtujejo letos objaviti še razpis za obnovo kulturnih spomenikov lokalnega pomena, predvsem za kozolce, znamenja in kapelice. 7. aprila v spomin na ustanovitev Novega mesta v novomeški občini praznujejo občinski praznik. Na predvečer praznika bo potekala slavnostna podelitev nagrad in priznanj mestne občine za leto 2021, sledil ji bo koncert novomeških simfonikov. Tudi letos bodo dosežke občinskih nagrajencev predstavili na panojih. Razstavo bodo na ogled postavili prihodnjo sredo na Glavnem trgu. Kot smo se že navadili v obdobju epidemije, imamo na Glavnem trgu številne razstave. Občani so sprejeli tak način predstavljanja različnih vsebin in tudi že lansko leto smo nagrajence predstavili na tovrstni razstavi na panojih na Glavnem trgu. Ob 17:30 bodo nagrajencem v Jakčevem domu podelili priznanja in nagrade, ob 19. uri pa bo odmeval koncert Novomeškega simfoničnega orkestra. Zaenkrat si sicer želimo, da bi bil ta koncert na Glavnem trgu, če bojo pa temperature prenizke, pa bomo izvedli ga v športni dvorani Marof. Ob tem seveda vse občanke in občane vabim, da se udeležijo in seveda tako skupaj praznujemo ta naš skupni rojstni dan. Novomeški simfoniki so koncert sprva želeli pripraviti na predvečer kulturnega praznika, a so ga zaradi znanih razmer prestavili na predvečer občinskega. Kot je pojasnil ravnatelj glasbene šole, so pripravili zanimiv in pester program.
Vemo, da pride na koncert preko 1000 ljudi, tako da moramo res truditi, da je za resnejše poslušalce in malo manj resne. Tako da je program, se pravi, klasičen, zahteven, potem imamo zmeraj kakšnega solista in pa potem na koncu malo lahkotnejši, tako da je res bolj zanimivo za publiko in poslušalce. Letos bodo koncert pod vodstvom dirigenta Mira Sajeta začeli skladbo slovenskega skladatelja Jožeta Privška ob reki, ki je bila napisana prav za Novomeški simfonični orkester. Potem sledijo 3 skladbe, ki jih bo zapela znana pevka mlajše generacije Eva Boto. Med drugim bo zapela tudi skladbo Zelena leta, ki jo je nekoč prepevala Novomeščanka Tatjana Gros. Potem sledi, seveda, na začetku je bolj resen program, Miss Saigon med drugim, no in proti koncu bomo zaključili broadwaysko Broadway Tonight. Praznovanju občinskega praznika se bodo športnimi in kulturnimi dogodki pridružili tudi ostali novomeški zavodi in organizacije. Vse bližje je 24. april, ko bomo volili predstavnike v državni zbor. Svoji kandidaturi sta napovedala Tomaž Lisec in Patricija Čular, ki kandidirata na listi Slovenske demokratske stranke v Sevnici oziroma Brežicah. Tomaž Lisec je poslanec v državnem zboru že 3. mandat, za 4. pa se bo potegoval, kot pravi, zaradi podpore v stranki in domačem okolju. Ponosen je na svoje dosedanje delo. Po dolgih letih obljub smo končno zagrizli v teme, kot so debirokratizacija, digitalizacija, nenazadnje s povprečninami tudi na področju decentralizacije. In prav ta decentralizacija se mi zdi ena iz pomembnih tem v naslednjem mandatu, da tudi občina Sevnica, Škocja, nenazadnje tudi Posavje, imamo močne ljudi. Tako v vladi kot v državnem zboru. V Brežicah pa se bo za mesto v parlamentu potegovala direktorica tamkajšnje občinske uprave Patricija Čular. V svojem programu izpostavlja 6 ključnih točk. Prva je prisotnost meje. In s tem tudi izziv ob vstopu Hrvaške v šengensko območje, kot tudi ostali projekti vezani na kvaliteto bivanja v našem okolju. Torej vse nadaljne aktivnosti pri izgradnji hidroelektrarne Mokrice, pa potem vlaganja v gospodarsko središče Feniks. Pa tudi v razvoj letališča Cerklje ob Krki. Včeraj so se v dolenjski prestolnici predstavili kandidati skupne liste Povežimo Slovenijo, ki bodo kandidirali na prihajajočih državnozborskih volitvah. Gre za večstrankarsko gibanje. V njem so se povezale stranke, konkretno Zeleni Slovenije, Slovenska ljudska stranka, Nova ljudska stranka in Novi socialdemokrati. Po njihovih besedah je poleg povezovanja njihov cilj tudi dobro sodelovanje za boljše življenje vseh nas. Boris Grabrijan bo kandidiral v volilnem okraju Črnomelj. Osebno pa se najbolj ukvarjam z varstvom narave, z ohranjanjem okolja in pa seveda tudi z kmetijstvom. Poleg tega je pomembnih tudi zelo veliko drugih stvari in za nas Belokranjce zagotovo ena najpomembnejših tudi 3. razvojna os, da se končno povežemo. Podpredsednik stranke Zeleni Slovenije Zvonko Lah je bil več kot 10 let župan Mirne Peči, desetletje pa je tudi poslanec državnega zbora. Prizadeval se bom za hitrejši razvoj tega dela Slovenije. Potrebno je zgraditi čim prej 3. razvojno os, povezavo na hrvaške avtoceste. Potrebno je poskrbeti za samooskrbo s hrano in samooskrbo z energijo. Marjanca Tršinar Antič pa bo kandidirala v volilnem okraju Novo mesto 2. In ni slučajno, da smo pod številko 4, kajti nekako program baziramo ravno na 4 temah: ljudski, socialni, gospodarski in zeleni. To je tisto, za kar se bom zavzemala za Novo mesto, za Dolenjsko, za Slovenijo. Kajti Novo mesto in Dolenjska si zasluži svojega poslanca. Za dobro vzdušje na predstavitvi je kot vselej poskrbel zven harmonike. Danes dopoldne se je na avtocesti mimo Trebnjega zgodila huda prometna nesreča, v kateri je umrl 44-letni voznik. Zato je na mestu opozorilo, da bodite na cestah previdni in strpni. Hvala za pozornost in lahko noč.